V cigaretih ni škodljiv samo nikotin, ampak je v njih več kot 7000 zdravju škodljivih snovi, naprimer toluen, aceton, amonijak, arzen, butan, kadmij, DDT, formaldehid, svinec, metan. Sem Anja Ilar Bezjak, specialistka pulmologije s klinike Golnik. Dejstvo je, da je kajenje najpomembnejši dejavnik tveganja za pljučnega raka. Kar 80 do 85% vseh pljučnih rakov lahko pripišemo kajenju. Dobra novica pa je, da če prenehate s kajenjem, se vaše tveganje za pljučnega raka po 10 do 15 letih zniža kar za polovico. Kadilci beležijo v povprečju kar 25-krat večje tveganje, da bodo zboleli za pljučnim rakom v primerjavi z nekadilci. Pasivni kadilci pa so prav tako izpostavljeni, čeprav nekoliko manj, istim karcinogenom. Nekadilci izpostavljeni tobačnemu dimu na delovnih mestih ali v domačem okolju imajo 20% povečano tveganje za nastanek pljučnega raka. Pasivna izpostavljenost tobačnemu dimu je posebej nevarna v zaprtih prostorih, kot so domovi in avtomobili, kjer koncentracije škodljivih snovi hitro dosežejo visoke vrednosti, tudi če je prostor prezračevan. Otroci in dojenčki pa so zaradi manjših dihalnih poti in razvoja organov še posebej ranljivi. Izpostavljenost pasivnemu kajenju pri njih dokazano poveča tveganje za okužbe dihal, astmo, nenadno smrt dojenčka in dolgoročno tudi za razvoj raka. Kajenje povzroča raka, ker tobačni dim vsebuje več kot 80 rakotvornih snovi, ki poškodujejo DNA in povzročajo mutacije v celicah. Tudi izpostavljenost pasivnemu kajenju poveča tveganje za raka, zlasti pljučnega raka, za približno 20 do 30%. Tako je kajenje odgovorno za približno 30% vseh rakavih obolenj in je vodilni preprečljiv vzrok smrti zaradi raka.